Gospod Tone, prisrčno pozdravljeni med nami. Z velikim veseljem vas predstavljam gledalcem televizije Exodus in bralcem bolniške revije Prijatelj. Želimo vas predstaviti, ali pa po drugi strani želimo se od vas naučiti in obogatiti v tem času epidemije z vašimi izkušnjami in z vsem tistim dobrim, kar ste doživeli na svoji misijonski poti. Vemo, da ste zavzeti misionar in da vas pozna skoraj vsak Slovenec, ki malo bolj bere družino ali pa misijonska obzorja. Zdaj ste že nekaj časa med nami v Sloveniji in spomnim se najnega prvega srečanja. Tako je bila uočljiva tista razlika, da so naši duhovniki, naši župniki večinom nekje v črno-belem stilu oblečeni. Vi pa ste bili predstavljeni, ali vsaj videla sem vas kot enega duhovnika, pisanega duhovnika. Duhovnik mnogih barv in stilov. Ste torej iz slovenskega duhovnika postali v misijonih malgaški duhovnik? Hvala, saj ste najprej za lep pozdrav. Malo preveč hvala, ampak je res, da sem z veseljem duhovnik, že 36 let, še bolj z veseljem verujem Boga, še raje imam po ljudi. In ta opis, ko ste mi dali, da nisem klasičen duhovnik, da nisem črno-bel, ampak pisan, ja, to si mi kar na kožo pade. Zakaj? Ker je evangelij pisan. Ker so ljudje pisani, ker v evangeliju in v svetem pismu in v misijoni nič črno-belega. Je vse na stotine barv, in človeški značaji so na stotine načinov nam kažejo. In tudi mi duhovniki, kot Kristusovi pričevalci, moramo biti tudi pisani. Se pravi, da lahko v vsakem trenutku svojo barvo daš človeku, ki tako barvo potrebuje, ki ni črno-bela. Ker tudi, ko oznanjamo evangelij, ko se ljudem predstavljajo kot misionarji, je drugačna kultura, je drugačna navada, se pravi, da je en je bel, drugi črn, en je rumen, en tak in vsake moraš dati tisto, kar veš, da njema na kožo pisano. In če ste mi opisali, sem jaz pisan duhovnik, mi je prav čast to. Morajo biti pisani duhovniki, ker pisanost v mozaik je lepša kot črno-bela barva. In se vedno trudim, da bi bil vedno bolj pisan, učen. Ne v svoji ušabnosti, ampak da bi evangelij postal pisan, tako pisan, in če je evangelij poznanovanje pisano, ljudje to bolj opazijo, pa to trajiš pride bliz, pa to trajiš zagrabi za evangelij. Kjerkoli si to, v Sloveniji, na Madagaskaru, pa kjerkoli si, mora iz tebe želeti evangelij. Jaz mislim, da moraš iz nas, kristjanov, želeti evangelij, in nikoli nas ne sme biti strah, Česa se pa bomo bali? Mi se ne bojimo dobene stvari, Bog je z nami. V nedeljo je bil evangelij, Bog je z nami, kdo je zoper nas? Dobeden. In to pisanost moramo ven dati, da bo ljudje rekli, se to so pa Božji poslanci, se to so pa Božji norčke, in se da z njim približati, se zna do njega priti. Mislim, da je evangelij dosti pisan za vsakega človeka, in je ta naziv pisani duhovnik zelo prijeten. In jaz sem se vedno bal, da ne bi bil tisto, veste kako to vstopo človeku v glavo, črno-beli, in potem postane duhovnik kot eno strašilo v fari. Duhovnik ni strašilo. Duhovnik je tisti, ki obrača človeka k Bogu, se k njemu, človeka obrne, potem se bo obračal k Bogu. To je en vrtiljak, duhovnik je en vrtiljak, ki neprestano oči obrača k Bogu, in sam se od Boga obrača k ljudem, da jim prinaša svetost Božjo besedo in da se ljudje pa lahko obračajo tudi do Boga. In če tega ni kontakta, pa vemo, da odmira Božja beseda, ne po Božji krivdi, ampak po naši človeški nemarnosti, pa lenobi, pa dolgočasnosti, pa ne vem že. Evangelij pa ni dolgočasen. Evangelij je pa najbolj zanimiva stvar, ki nas enostavno vsak dan nekako predrami, daje nam pisano življenje, daje nam okus življenja vsak dan, zato je to zelo prijetna stvar. Ko sva se dogovarjala za srečanje, sem bila prav vesela, da živite zdaj tukaj blizu nas, torej blizu Krškega, Leskovca, tukaj med temi lepimi griči, posejanimi z vinogradi. Pa bi mogoče mi malo povedali o svojem rojstnem kraju in o svoji družini. Dolenjska je lepa,
Jaz sem imam te lepote Dolenjske, tudi pa res sem večkrat na Madagaskaru. Dejansko, ne? V kakšnem smislu, ne? Jaz sem naredil na Madagaskaru 26 crkva, ne? In vse cerkve, ki sem jih jaz naredil dol, ne, ker ljudje radi molijo in so polne cerkve, ima dolenjski stil. Visok toren, na gričko narejen, edino kar ni dol, ni vinske trte, se to ima škoda. Ni vinske trte, ker pač ne uspeva dol. Ne. In ta razigranost dolenjske, ne, ki je valovita, polno hribčkov malih, na vsakem hribčku na cirkovca, ne, z veseljem ljudi, ne. To sem skušal mičkati, da ta stil grajenja cerkve mi je kar dosti dobro uspel, na Madagaskaru in tu vidiš, na vsakem, ko prideš v mojo faro, vidiš, da na hribčku je ena cirkovca, čist dolenjska, ne, se rečeš, tu smo pa na Dolenjskem, ne. In vedno sem gledal tako, da je bila cerkev grajena noter v sredi vasi, ne, na hribčku, ker cerkev je srce vasi, ne. In to ljudem povem, tudi ko je pogane, jaz sem oznamoval evangelij tam, ko ni bilo še nobenega kristjana, ne. Preden sem prosil za zemljo in preden so oni zemljo dali, sem rekel, glejte, cerkev je srce vasi. V cerkev mora biti tako blizu ljudem, da boste lahko v vsakem trenutku šli moliti. In tore mora biti tako visoko, da ga boste vsakega polja videli. In da boste vedeli, da je tam Bog, tiste kraje Bog, ne? Da je prisoten Bog v tej vasi. Ne? In odkot sem to dobil? To sem dobil prav iz dolenjske miselnosti naše krščanske vere. Ne? In naša družina, naš ata pa mama so nam tu vzgajali, nas je bilo veliko, ne? 4 brate, 4 sestre, ne? In smo v tej veri gor zrasli, v tem veselju slaviti sredi dela, na polju, sredi vinogradov, ko je polno zvonilo, smo vedno molili, ko je zvečer zvonila Ave Marija, smo vedno molili. Ne? In to je tista vera, ki te drži po koncu in zakaj ne bi tudi madagaški ljudje tu upravljali. Ne? In smo naredili in poskušali in to zalaufali. Ne? Tako da je naša dolenjska mehkoba, istočasno pa ta drznost se postaviti za kristjana, je to meni zelo pomagalo pri oznanjevanju krščanske vere na Madagaskaru, kjer je živim. Torej ne pravijo zastonj, da se vera oblikuje v tistih najnežnejših otroških letih, ko se vsadi v srce in je nihče ne more več izruti iz srca. Jaz pa sem še nekaj drugega odkrila, ko sem se pripravljala za ta intervju z vami. Malo sem naredila domačo nalogo, pa pobrskala po spletu in sem videla, da ste imeli kar veliko število intervjujev, pogovorov, tudi za Dolenjski list ali za druge časopise. Pa me zanima ta odnos novinarjev do vas. A je to samo iskanje ene eksotične osebe, ki ima povedati tudi kaj takšnega, kar vsak dan ne slišimo, ali pa je to tudi že iskanje ene druge resnice, nekaj globjega sredi tega, naprimer, časa, v katerem živimo? Ja, to je res, ne. Prvič, Afrika je še vedno skrivnostna dežela za Evropejca. Ne. Čeprav je zdaj vsak lahko gre v Afriko, ampak večina jih ne gre. Ne. In Afrika tu zveni, to je ena eksotika, daleč je, romantika, za nas zanimiva, za poslušati, ampak da bi dol živo, to pa večina ljudem ne pride v pamet. Ne. Druga stvar je pa tudi Afrika, ti postane res ena vrsta mamilo. Te usvoji, Afrika te usvoji, ko stopiš noter. In to je druga kultura, druge navade, to so drugi pogledi na življenje, drugače se živi, bereš veselje na obrazah ljudeh, ne, da bi nikoli dobena zaskrbljenost. Bi rekel, da sprejemaj življenje danes do jutra z enim takim veseljem in tudi zavestjo, da po jutrašnjem mar biti več ne bo, ne? Ker življenje je zelo krhko, na Madagaskaru ali v Afriki je zelo krhko življenje, ne? Da ne veš, ali boš preživel, ne? In novinarje to zanima, ne? Seveda, ko pa nas sreča, pa povemo mi, kako živimo, zakaj smo dol, ne? Kako je krščanska vera, poznanevanje evangelija, ena čist druga stvar, da to ni do mene romantika, ampak je to trdo delo, da človeku prineseš, približaš Boga, tistega, ki osvobaja, tistega, ki nam daje upanje v življenje, ki nas rešuje, ki nam daje svobodo do življenja, veselje do življenja, ne? In kako je potem, poleg oznanjevanja vere, tudi našo socialno delo pomembno, ne? Da ne pustiš ljudi v nevednosti, ne? Da jim daš spoznanje, šole, da ne pustiš ljudi, da so lačni, da skrbiš za hrano, da ne pustiš, da so ljudje sveta oddaljeni, da
pomagamo skupaj, vedno z ljudmi, nikoli sam, zgraditi cesto, da se to povezava vedno bolj veča, ne, in potem v zdravstvo, da ne umirajo ljudje zaradi preproste bolezni, ne, pa novinarje kar nazaj stopijo, ne, pravi pa je to mogoče delati, seveda je mogoče, za kristjane je vse mogoče, če imaš ti rad Boga, je vse mogoče, ne, jaz pravim, največ svobode, največ veselja do življenja, da biš prav krščanstvo. Ne? In potem veliki novinar pogleda, kako je to mogoče. Sveda je mogoče, ne? Pazite, ne v cerkvi, čeprav je v cerkvi, mi smo v cerkvi, ne? Ampak evangelij gre, to je tako, ko bi bil v kletki. Ne? V kletki imaš lepo vse, da lahko mirno živiš, ugodno živiš, ne? Ampak mi nismo za kletko, mi smo za izven kletke. Ne? Evangelij pa ta kletko odpre, da poletiš in se da se do neomejenosti svoboden, sestra. Razumete? In ta svoboda mi želimo ljudem povedati, gledajte, ne se bati nobenih čarovnikov, ne se bati duhov, ne se bati. Jezus osvobaja, Jezus te daje življenje, Jezus je s tabo vsak dan, ne on ima tisto vira, da je Bog nekaj dale stran, ne? Se ga treba bati. In sem takrat, ko ga rabiš, ga pokličeš, pa ga nazaj naženeš, ne? Mi je pravimo, ne, Jezus ga z nami, pa tudi, če ti padeš, pa ga polomiš, Jezus naredi tebe stran. Ampak te prosi, ne, pober se, pejdi naprej, ne? Dati korajžo, pa pogum do življenja, ne? In kaj to je bojevitost, ne? In to je največja bojevitost, prav naših kristjanov. Krščanstvo, to je stalni boj, od jutra do večera, ki se bori sam s sabo, pa z Bogom, ne? Ne sam sabo in z Bogom, ne? In zakaj se boriš? Da bi bil svet vsak dan lepši, da bi ti lepše zaživel, da bi vedno bolj kristjan postal in da bi dobil vedno bolj veselje do življenja, ne? Jaz vedno pravim mojim kristjanom, mi kristjani ne smemo biti obupani, mi imamo vedno pozitiven pogled na svet. Zakaj? Ker nismo sami, z nami je Bog. In če ti vere nimaš, pet cerkva ven. Jaz povem mojim kristjanom, če vi pridete k manjšo cerkvo, ne, pa ste žalostni, domov pejte, jaz ne maram vas. Ne jaz, Bog vas ne mara, če ste žalostni. Bog želi, da smo mi spoznali v njemu kot tistega, ki odrešuje, ki je z nami, ki je za nas umrl in nam pokazal pot, kljub temu so težave in problemi, on je z nami. Je pa, zakaj nas ne daje nam rešitev, takole, kot nam daje rešitev kakve sekte, ne, tile Jehove priče pa to, ne, to je, ne. On rekel, ti si svoboden, imaš lepo pot, ki te pelje v odrešenje, imaš pa grdo pot, ki te v pogubljenje pelje, zber, kar ti paše. Se pravi, da 100% Bog spoštuje našo svobodo, ne? Seveda, odločitev, ko si je pa ti naredila, pa jaz naredil, vsak zase nosi, ne? In to je veličina krščanstva, tista svoboda, odgovorna svoboda, ne svoboda, ki jo treni, odgovorna svoboda, tega pa nimajo ljudje radi. Tudi v Sloveniji, tudi na Madagarskem. Gospod, lahko te tule naredim, ali ne smem narediti. Koliko si star, 30 let, odloč se, pa sam naredi. Ja, ampak se bojim. Se prav zato je zanimivo, da se bojiš, odloč se, Bog te pomaga in tako naprej. Ne? In novinarje pojo sami spoznajo, pa ne samo to, da je zanima, prvič to je zanima, ne? To je zanima Afrika, nekaj novega poveš, v Evropi smo že vse slišali, ne? Da viš iz prve roke, ne? Samo iz veliko to opazim, da je tudi v ozadju ena duhovna praznina, ki je človek rabi, ne? Ki je človek hoče napolniti, ne? In novinarji so prav tisti, ki bi mogli tu napolniti z eno bogato vsebino, da se ljudje lahko potem tudi sami napajajo na teh duhovnih vrednotah, ne? In če to pride od misionarjev, to je boljš, ne? Da se nasite te duhovne praznine in da vsak človek vidi, a tukaj je pa ena možnost za mene, da ne bom v duhovni senci, pa da bom šel naprej. In jaz sem videl veliko po teh intervjuvih, mnogokrat mi ljudje pravijo, Gospod, hvala za pogum, ki ste ga nam dali, ne? Za korajžo, ki ste nam dali. In to ljudje rabijo. Ne? V tej duhovni praznini rabijo ljudje nekoga, da prije kolete. Čisto vse, kar v življenju naredimo, se splača. Pred Bogom nobena stvar ni zastojenska, ne? Vse se splača, ne? Zato pa z veseljem stopite v življenje. Pa zakaj? Ker tle nismo nikoli razočarani. Ti se razočaran, ko za človeka zaupaš, pa te krog pa nese, ne? Bog pa nikoli ne razočara. On ne razočara. Ne? In zato slag vedno vesel. Ne? Ja, pa prav je pa tako težko življenje. Kaj pa misliš? Dobena stvar ni težka, lahka. Ne? Vse je težko. Slasti po cerkvi, jaz podarim našim kristjanom. V cerkvi ni nič zastojn. V veri ni zastojn. Vsaka milost te ogromno košta. Ne?
Zakaj? Milost je dana, da boš postal boljši, da boš šel iz slabe navade v boljšo, ne? Da boš zapustil slabe navade in da se boš premaknil. Ne? Mi ljudje ne želimo, da kdo nas brckat, ne? Mi se dobro počutimo, v miru sedimo, pa uživamo, ne? Zato nas ni Bog ustvaril. Nas je Bog ustvaril, da se vedno premikamo, ne? In ko si ti vedno v premikanju, to ni vedno lepo, to je težko, ne? Ampak moramo, zaradi ljubezni do Boga, do človeka, mi se moramo biti stalno premikati, v stalnem gibanju, da človeka pokažemo, to je pot, tle Bog nas odrešuje. Ja. V nedeljo ste imeli tudi mašo pri nas na Vidmu in ljudje zmeraj pravijo, da so vaše pridige glasne in jasne. In zdaj vidimo zakaj, zato ker imate res to veliko navdušenje za krščanstvo. Vi ste sami zdaj tukaj dalj časa, ne? In vemo, da ste pravzaprav tudi vi šli skozi tisti krog bolnikov in bolezni in tako naprej. Pa bi vas prosila, da nam malo tudi o tem kaj poveste. Ja, se vi ste rekli zaradi pridige, da jaz se v Sloveniji zelo bojim pridigati. Veste zakaj? Ker v Sloveniji mora biti urejen, ne? Razumeš, to moraš vse, prva točka, druga. Jaz pa ne, mene pa beseda Božja zagrabi, pa ne morem nehati, ne? Hočem ljudem da povedati in v moji cerkvi jaz ljudi sprašujem, povejte, kaj vi mislite, ne? In takrat se včasih prav skregamo z ljudmi, ne? To ni tako, ne? Tako, res Božja beseda postane vir medsebojnega pogovora in iskanje resnice. Duhovnik ne ve vsega, nič ne ve, duhovnik ni tako iskalec kot vsi drugi ljudje, ne? Imaš v cerkvi ljudje, ki so trikrat bolj verni kot duhovniki, ne? In bi lahko svojega izkustva ogromno povedali, sami smo pa zato nastavili do znanja, ne? Jaz bi pa vedno rad ljudem povedal, ne, lejte, ne biti zaspani, bodite aktivni vsak dan, ne? Bog je z nami, ne? In če do tega moraš sam priti, kako? Na kolenih. Tudi če naradi ne molimo, zvečer pade na kolena, pa reč, Gospod, nisem dosti naredil, kar bi mogel, ampak ti si z mano, bomo mi to vse uredila. Ne? In greš mirno spat in se zjutraj zbudi z veseljem, ne? Dobena stvar te naražira, ker veš, da si dal, kar nisi mogel sam narediti, si dal na roke, ne? V Božje roke, pa bo naprej naredil. Ne? Pa leto nedeljo je rekel Jezus, kdo je proti nami, če je Bog z nami? Bog je z nami, kdo je proti nami? Česa se bomo bali? Koronavirus? Pa dajte mir, no. Ja, kjer umrejo, kjer pa preživimo, vse je Bog z nami, ne, koronavirus, ne, ne bomo za tega nehali v cirko hoditi, ne, pa se tiste mehočke delati, bodite veseli kristjani naprej, znanete Kristusa in tako naprej, ne, mora imeti to veselje, ne. Omenili ste bolezen, ne, lejte. Najprej samo res se z vami s tem popolnoma strinjam, ker sem tudi sama dovolj glasna, ne? In da je včasih prav potrebno ljudem povedati neke stvari na en malo drugačen način. Ja. In to delate vi in hvala vam. Zdaj pa prosim. Kar se reče bolezni, sestre, jaz sem mislil, da ne morem biti bolan. Zdaj tako sem mlad, ne? Ja. Zaplavaš, kot je rekel. Pa še božji človek, ne? Ja, tako, kot je rekel Cankar, v areno življenja, ne? V areni so se pa vedno ljudje borili, ne? Arena nam je znana, tiste grške arene, ker so bili sužni, so se pretepali, ne? Borili z zvermi, ne? Arena je kraj, kjer se nekaj dogaja, ne? In vsi kristjani smo poklicani v areno življenja, da se gibljamo, da smo graditelji novega sveta, ne gledalci. Gledalci so pasivni, nič ne vejo, ne? V areni se nekaj dogaja, ne? In jaz sem delal, in vsi slovenski misionari, ne jaz. Slovenski misionari so bili na Marialskem, so dali vse sebe, kar so lahko dali, ne? In res Kristusa ponesti tam, kjer ga še ni. Pa bi ga radi imeli, ne? Jaz pravim, da sem na koncu sveta, pa na desno, veste zakaj sestra, ker so to tako težko dostopni kraji, ker dobeden ne gre. Jaz včasih pohecam, da še svet duh ne gre, ne. In jaz sem delal, ne. In sem prišel na dopust, sem čutil nekaj nevrede, se se to bo zginilo, kar nazaj, ne. In hvala Bogu, en teden prej sem šel nazaj, so se nekaj zgodili, pa sem mogel takoj doktor, rekel doktor, da imaš raka na mehuru, tak je že bil, ne. Ja, tako sem, jaz ko sem to zvedel, sestra, se takole, sem bil čist muha, ne. In veste, kaj je zanimivo te bolezni? Jaz sem pa v enem dnevu mi je šlo vse skozi, ne. Koliko ljudi je bilo utrpljene, pa si jem znal govoriti, pogum dajati, ne, zdaj si pa sam, si pa v tebi. In v pretrpljenju nimaš kaj govoriti, le lahko sam poslušaš, ne. Sam poslušaš, osebne izkušnje govorim, ne, za druge ne. Jaz sem takrat padel v
eno tako jamo, globoko, kjer ni bilo nič luči. 5 dni. In mi je brat rekel, ne bom te zapustil, moj brat, mi z bratom smo prijatelja, ne bratom, prijatelja. In je rekel, ne bom te zapustil s teboj, se rekel, ti pusti mene pri miru. Čist pri miru, ker ne rabim dobenega. Res dobenega. To me sam s sabo urediti. Ne. In sem bil 5 dni sam, v temi, ne, v duhovni temi, se pravi. Ne, kdo bi z mano? Sam Bog. Ne. Ampak tako, v taki temi sem bil, da niti Bog ni bil več ljud za me. Ne. To je osebno dogajanje, ne, osebno zgodiš. Ne. In takrat sem se rekel, Bog, lej, če to hočeš, bom naredil. Ne. Čeprav ne zastopam, pa dej, bom. Ne. In po 5 dneh, točno vem, sem se vstal, pa rekel, tone, lej. Če verjameš v Boga, nehaj s to jamranjem, ne. Če boš šel preko bolezni v smrt, boš pač umrl. Ampak tiste trenutke 2, 3, ki boš če preživel, pa izkoristi do konca. Gremo se boriti. Doktor je takoj, in sem imel, lejte, naši slovenski doktor bi mogli dobiti to, Nobelovo medaljo. To so pridni, delovni, ne. Jaz sem v 3 dneh imel vse fertiko, vse diagnoze, operacijo, ne. In pa je rekel, doktor, bomo dali mi gor ven, pa bomo videli, kaj se da narediti. Pa se jaz pravim, da je bil čudež. Veste zakaj? No, to se po svojem razlagam. Pa je rekel, doktor, pa je blihen dan pred, Juri Bizek je bil tu, je rekel, blihen dan pred bi mogla operacija biti, mi gor ven, je rekel, ne bomo na drugo stvar probali. Bomo probali kemoterapijo najprej, po kemoterapijo pa še obsevanje, ne. In se dal kemoterapijo skupaj, pa še obsevanje, vsega konca. Jaz sem imel tudi vsega dosti, ampak zadovoljen. Sem se boril, ne. Potem bi mogel pa čakati 3 mesece, da bi bil do prvega pregleda. In takrat sem pa pobegnil na Madagaskar, se je, bom jaz dol čakal, ne tle, vse, ne. In sem šel dol. In po soncu ne bi smel hoditi, ker po kemoterapiji sem ves zmatran, ne. Jaz sem delal na soncu, noreli smo vse, po 3 mesecih pridem na pregled in rekel, doktor, vse rede. Se je, če pa tu ni čudež, pol ni pa nič, ne. Ampak je pa druga stvar, ki je v zadnju, ne. Glejte, mi pravimo Boga, ne, se nismo svetniki, ampak veliko ljudi skupaj z molitvijo naredijo svet, lepši svet, ne. Jaz vem, takrat je pol Madagaskar za mene molil, vem, so mi pisali vsak dan. Jaz sam sem šel v Materi Božjo v Medžugorje 3-krat. Za mene Mati Božja to je dobra mama, debela, fest, ženska, katero se zaljubiš. To sem jaz, ne. Ampak tudi usmiljena mama, ne, se rekel, lej mama, pa dej. Jaz bi še malo bi šel rad na Madagaskar, če ti je kaj do tega, te svojega sina ne moreš kar takole zavaš, ne. Pa sem šel 3-krat dol in sem šel dol, pa bi mogel pa priti nazaj na pregled po 3 mesecih, in začela se pa koronavirus in nisem mogel, ne. Tako da 1 let nisem šel na pregled. In ko sem dol delal, smo naredili šolo, ogromno šolo za 4 ogromne razrede, nove delali, sem da bom prišel do januarja domov, ne. Sem bil prepozen že 6 mesecev, ne. In sem šel s takim strahom k doktorju, ne. In ko mi je gospod doktor Juri Bizek videl, je potonil, ne vem, kaj je s tabo še živ, bomo pogledali. In ko gleda s tisto aparatom v mehur, pa pride se ostane, rekel, to ne vse v redu. Se rekel, le, gospod doktor, jaz zdaj bi do stropa skočil, ne, in ne, vesel sem bil. Pa imam še naredili magnetno-rezonanco, tudi vse redu bil, ne, vse, zdaj pa nazaj. In jaz sem se zaobljubil, zato bi šel rad še prej nazaj, se rekel, Matki Božji v Medžugorju, se rekel, Mati, če me boš ozdravil, da greš še nazaj, ti bom tako kapelco naredil, da bojo vsi svetniki ti fovš. In zdaj moram imeti nazaj, da Matki Božji naredim kapelco. In to kapelco bom probal narediti, to je moj namen, kaj bo pa Bog naredil druga stvar, ne. In pridem dol kapelco najprej narediti. In bom probal narediti, skušal, da bo ta kapelca postala romarsko središče v čast Materi Božje, ne. Mati usliši, ponižno proši svojega otroka, ne. Jaz vem, da nisem svetnik. In Marija tudi ve, da nisem, ne. Ampak ker pa ve, da nisem svetnik, jaz pa tudi so svoje pobožnosti in iskrenosti priznam, da nisem, me je pa uslišala, ne. Če bi bil pa v Šaben, pa rekla, klin ste gleda, ne, pa da ga ni rekla. Je pa rekla, bomo pa to naredili, ne. Jaz verjamem, da je to čudež. Jaz verjamem, ne, kaj ljudje mislijo sen. Zdravniki so čudovito zdravili, ne, zato se tudi zdravili to, ne, ampak verjetno pa še kaj zraven. Naša nebeška mati, pa še kak svetnik, ne, tako da ga lahko nazaj in da moram to kapelco narediti Materi Božjo v zahvalo po vsem tistem,
na tisoče molitev, ki so bili me podprli, ne, da sem lahko naprej molil. Je pa sestra ena stvar, ne. Jaz, ko sem bil na zdravljenju, tega ne bom nikoli pozabil. Jaz sem sam sebe ozdravil. Prednji doktor sploh bi začel zdraviti, ne. To bolezen imaš, daj se usodo, deli, bori se, ne, in sem bil vesel, tudi na operacije sem šel, ne. In ko sem čakal na preglede, veste, koliko je bilo tu ljudi, ki se joka, ki so tisto minuto odkrili, da me je raka, pa zakaj meni to. Jaz sem pa hecal se, jih spodbojal, pa pravi, kaj pa stitle, jaz tu čakam na rakovo, jaz sem tudi rakov bolnik, pa ne, rekla ženska, pa ne. Seveda, pa kaj so me zdaj jokali, ne, če pa 10 dni živel, pa 10 dni, ne. Pa je ona rekla, se imaš prav, ne. In ko sem bil sam na tem kemioterapiji, ne, so me bolniki v sobi, ki so vedeli, da sem dolžen, ker sem jim povedal, ne, in so se nehali pol slabo pogovarjati, vse je bilo lepo, in so me klicali po noč, 5 po svetu, olej, slabo nam je. In so 2 od tistih sta pol umrla, ne, ki sem jih izdal svetu olej, kot sam, na kemioterapiji, so me poklicali za svetu olej, sem je dal, se je gospod Lej spremljal v nebeško kraljestvo, ne. Ja, res, to bolezen je bila ena izkušnja, ki jaz nisem vedel, da postaneš veliko bolj ponižen pred trpljenjem in drugega veliko bolj zastopiš. In zdaj spravim ljudi, kar povete, se smo v isti bojni vrsti, oba smo rakavo bolnika, nad seban, ne. Nikoli ne pozabo enega, ki je bil tako obupan možakar iz Maribora in rekel, jaz se bom ubil, jaz bom samomor naredil. Oni vejo, sem iz duhovnih, so bila na obsevanju skup. Pa se rekel, kaj pa je, ve pa, da smo oba shodili, kaj pa je narobe. In mene je to tako, jaz sem čist zvolil na tleh in vse sem rekel, pa kaj govorite o samomoru, pa veste, kdo jaz sem? Ne vem, jaz sem duhovnik. Jaz sem zdaj, da tu hodim na obsevanje, 40 obsevanj ima, veste, kako me zmatali tu, pa sploh ne pomislim, pa ne ste vi duhovnik, seveda, pa ne bom, pa ne bom. In so se še zdaj dopisujeva, možakar dobo zmagano. Se pravi, da kakršnekoli življenjski situaciji si lahko vedno človeku pomagaš, ne? In dajmo pomagati, če se da. Mislim, da bo Marija dobila na Madagaskarju še kakšne 3 kapelice, ne samo eno, ker to je res iti skozi to 5-dnevno Oljsko goro, pa skozi vse to je pravzaprav dokaz, da tudi mi Bogu posvečene osebe nismo angeli, ki bi malo krila nam rasla iz hrbta, ampak samo ljudje, ki tudi morajo dati skozi in Oljsko goro in vse te preizkušnje, a vendarle vemo, da imamo nekoga za seboj, ne tistega, za katerega držimo za roke. In povejte mi zdaj vi, ki ste sam šli skozi vse to, kako zdaj vi gledate ali pa kako že tako drugače gledate na bolnike in invalide in kakšen je odnos v misijoni, v vaših krajih do njih? Glede, sestra, kar se tiče bolezni, res, da te preskuša, s katero sam greš naprej, te spremeni, ne. Mi duhovniki pa vi sestre, pa tu imamo že v samem temelju zelo človeški odnos do bolnikov, pohabljenih, invalidov, to, ne, ker so pač to naši sobratje, naše sestre, ker je tudi Bog za njih trpel, ker je tudi Bog zlasti za njih življenje dal, imajo posebno življenjske situacije in tu, jaz mislim, da večina duhovnikov sester sprejmejo to res za eno tako ljubeznjo te ljudje, ne. Ne ga poniževati, pa drugače gledati človeka, ki je glih toliko vreden kot vsak drug, ampak ker ima pač eno hibo, ne. In tu smo vedno imeli to, v sebi, to ljubezen teh ljudi, ne. Ko greš pa ti preko ene preizkušnje, ko pa vidiš, da pravzaprav govorjenje, to je ta zadnja stvar, ki enega takega bolnika zanima, začneš pa počasi gledati, ne. Meni se zdi osebno, da se veliko bolj približam tem ljudem. Sem se, ne da bi jaz pil kaj pri tem, ampak bolezenska, preko katere sem šel, mi je približal na tak način, da čist brez kakšne težave rečem enemu, ki je pohabljen, pa kaj, lej, sobrat, tako je, borimo se naprej. Včasih sem težko rekel, ne, kakor da bi ga zafrkaval, ne. Zdaj pa mirno rečem, lej, smo šli skozi, dajmo se boriti do konca, ne. Tu v Sloveniji imamo drugačno, na Madagarskem pa to imamo drugače, na Madagarskem pa žalostno, ne. Madagarskem je še vedno tisto pogansko pojmovanje, da je pohabljen sramota za družino, ga ponovadi skrivajo in predvsej takih ljudi pomre.
tako na skrivnem nekje. Druga stvar, mislijo, da je to pač en udarec, božji udarec prednikov, ker so njegovi starši se nekje pregrešili, ne, in jih je Bog kaznoval in so zdaj pohabljeni. Ne. Tako da iz tega vidika me je slabši odnos do pohabljenca, kot bi Žihar imel. Ne. In seveda, pojma pa smo pa kristjani, ki jim povemo, zlasti tema Bog rad, to ni, da Bog nikoli, Bog je ljubezen in nič drugega, samo ljubezen. Ne imeti pomovanje Boga, da kaznuje. Bog nikoli ne kaznuje. Ne more, ker se ne more on s sabo skregati. Bistvo Boga je ljubezen. In ko mi trpimo, tudi Bog trpi. Ko mi jokamo, Bog joka z nami, to mora ljudje vedeti, začutiti, če ljubeče Bog. Ne? In tak pohabljen človek, ki se pač skoradil zaradi ogromno drugih razlogov, ne? Ga ima še rajš, kot pa nas, ki smo zdravi. In mi bomo kaznovani, če ga v nebo ne vidimo Božjo podobo, ga sprejmemo nazaj. Ne? In to je pa velika revolucija za malgaškega človeka, da v glavi spremeni gledanje na pohabljeno Boge, bolne ljudi. Ne? In to vidimo tudi na podeželju. Ljudje ne zapravljajo radi denarja za bolne, ne? Ga pustijo, da umre. Ne? Ko umre, pa ogromno denarja zapravijo, da naredi en tak praznik, da malo plesamo, vole pobijo, da malo jemo, se veselimo, vse to je to treba, ne? Se je lepši odnos do smrti kot tle. Ampak hočem reči, da tiste krščanske poglede na trpljenje, na bolezen, tle mora še cerkev veliko narediti, da bo malgaškemu človeku približalo vrednost trpljenja in pomen tega trpljenja, ki ga mi vidimo v evangeliju kot eno dopolnjevanje naše vere. Tukaj zdaj ste nam že malo omenili, ste doživeli tudi to obdobje srečanja z nevideno epidemijo ali pandemijo s koronavirusom. Ne? In kar naprimer mene predvsem tudi od nekaterih kristjanov ali pa od vseh ljudi čudi, je to, da je toliko ljudi postalo nekako vraževerni, da bolj zaupajo vsem tem nekim čarodejem, čarovnikom, nekim lažnim prerokom in vse manj stroki, ne? In da vse nekje hočejo gledati nekaj, ne vem, neko skrivnostno silo ali pa nekaj skrivnosti, ki so skrite, ne iščejo pa pravzaprav poti iz tega obdobja. Kako ste vi to doživeli? Prvič je na Madagaskarju koronavirus, malo drugače ljudje gledajo na to. Ne? Ko se je začela koronavirus, so rekli ljudje na Madagaskarju, spet ena pogruntavščina belcev, da bi malgaše zaslužili in da bi čim več Afričanov pomrli. Zelo grd pogled na to. Ne? Jaz vam povem na podeželju, ker sem jaz, v večjih mestih to ni problem. Na podeželju, tam na koncu sveta, jaz moram prav doktorje me prosi, da ne govorim ljudem, da je, ko imajo vakcin, cepljenje otrok proti ošpičam in vsega tega, da se naj ne bojijo, da tu morajo otroci biti cepljeni, ker pravijo, to je iznajdba belcev, cepijo naše otroke, da bojo postali neplodni in tako naprej. In to je tako težko ljudem dopovedati, da to ni res. Ne? In zdaj, ko je prišla še epidemija, koronavirus, še ena iznajdba, da ima naše Afričane uničen. In potem pravijo, ja, druga stvar pa je, pravijo, tu je bolezen bogatih. Ne? Ker vsi tisti, ki so prvi umrli na Madagaskarju in prvi bili bolani za koronavirus, so bili belci, ki so iz Evrope prišli, najbolj bogati malgaši in tako naprej. Se pravi, to je bolezen bogatih, se nič ne bojimo. Ne? Zdaj, ko se je razpasla, so začeli pa drugače gledati. Ne? In je res, kar pravite sestra, in je čarovnikom, mislijo moč, kako bi to rešili, odkot to izhaja. Ne? Zelo malo ljudi pa se trudi, da bi z tega ven prišli, ne pa rekli, da v tem živimo, dajmo skušati najti način, to, kar država reče, da bi se merkali in tako naprej, da bi z tega ven prišli. Zelo čudni pogledi so na to. Ne? Je celo katoliški cerkev se to pojavil. Ne? Jaz sem nikoli pozabil, sem eden kardinal je bral, to moram povedati, je rekel, da koronavirus bo najbrž z 10 moljivcev v cerkvi. Ne? Kar je možno, ne? Ker ljudem ni treba več v cerkvi jeti, gredo pred televizijo in po enem letu bo rekel, se sem tako dobro počutil, tudi če ne gremo v cerkev, bom nehal v cerkev hoditi. Ne? In je rekel kardinal, da se boji, da bo krščanstvo propadlo.
Jaz sem takrat odpisal nazaj, sem rekel, kje pa je vaša vera? Izrael je Bog z 10 čist na nulo, da je samo ni par še ostali. Dokler ni sam izraelski narod spoznal, da ga je on polomil, ne Bog. Ker je šel pač na poti, ker ni bilo v zavezi, Bog je z nam naredil zavezo. Ti boš mene slavil, jaz bom pa tebe blagoslovil. In če boš šel k drugim bogovom bolj zaupal kot meni, ja, bomo videli, kakšen bo rezultat. In rezultat je bil, da je polovica Izraelcev izginila s sveta, pomrl. In ko se spomnili, ja, mar biti pa trpimo zato, ko smo Boga zapustili, gremo nazaj k njemu in rekel Bog, no, zdaj bom pa vas blagoslovil in se boste spet razmnožili. In koronavirus, jaz ne upam reči, da je to Božja kazen, ker Bog ne kaznuje, Bog ne kaznuje. Je pa tu kazen naše drznosti, ko smo naredili preveč, kar bi lahko naredili, naravo toliko ranili, da je odgovorila, zdaj pa sami trpimo. In če bo nas desetkal, nas bo zdesetkal, ampak Bog bo za nami vedno stal, vedno stal. Zato jaz pravim, tej koronavirus, ljudje, vi zaupate Boga, molimo naprej, to bom šlo mimo, ampak mi se moramo pa spreobrniti. Spreobrniti v čem? Da bomo začeli naravo spoštovati, da bomo začeli spoštovati tisto, kar je Bog rekel, lejte, vam dam v upravljanje, ne da boste gospodarje povničili vse, potem se bo pa narava obnovila in ta bolezen bo tudi morda izginila, pa bomo šli naprej, za Krista sem naprej. Tle je treba narediti ljudem dati v eno moč, da spoznajo, da to ni ena bolezen, to je ena bolezen, ki bo zdesetkala ljudi, ampak da je tle v tej bolezni možnost za spreobrnenje celotnega človeštva in da bi mičkaj drugače začeli delati, pa na naravo gledati in tako naprej, da bo to v bistvu samo po sebi izginilo, ampak naša vera pa mora biti vera v Boga, in spoznati, da smo pač napačno delali. Pred par dnevi sem obiskala pisateljico invalidko Janjo Blatnik. Ja. In kot nekaj najlepšega je rekla, kar je naredila, je to, da je zbirala enkrat pomoč za vas in da ste s to pomočjo njeno zgradili tudi eno šolo. In to je ona s takšnim ponosom povedala, veste, tako navdušena, da je ona kot invalidka lahko nekaj pomagala enemu misionarju. In vem, da ljudje, predvsem tudi iz Slovenije, veliko dobrega zberejo, naredijo za vaše misijone, predvsem materialnih sredstev in tudi drugače pomagajo. In da je pravzaprav to en dokaz, da če delamo nekaj skupaj, lahko veliko dobrega naredimo. Ali bi vi to tudi priporočili ali pa nekako prenesli to k nam v Slovenijo, da si tudi tukaj pomagamo bolj? Kar je ona rekla, to je res. Mi smo se enkrat dobili pa pogovarjali, jaz bi rad šolo naredil za otroke. Ko sem rekel, poleg zaznavanja evangelija, je zelo pomembno otrokom damo tudi šolstvo, ker tam to je topla greda za krščanstvo, ker v te naše šole pridejo prevajati ogromno poganov. Recimo jaz sem 500 otrok v osnovni šoli, od teh polovica ne polovica, 80% od njih krščani so čisti pogani. In pri meni, ko hodi v šolo, moraš se tudi učiti v roke, tako naprej, in to bo jutro vsi kristjani. In rabi smo šolo. In sem šel k tej gospe, dobro smo rekli, da ima se malo pomeniti, in ona je sklicala skupaj te slovenske umetnike, smo zapeljali, takrat smo dobili kar nekaj denarja za šolo. Nekaj smo še dodali, da smo zgradili zelo lepo šolo in otroci tiste šole je zdaj že stara, že 10 let praznovala, sem tudi jaz poželjen, po 10 letih še enkrat, da dobro laufa zdaj naprej. In jaz zdaj bom izkoristil, da povem, da toliko dobrega naroda kot Slovenci ni v Evropi. Jaz sem veliko stikal z italijanskimi misionarji, francoskimi, Poljaki in to, jih ne zanima misijon prav, jih ne zanima. In zelo težko dobijo tak denar za kaj zgraditi. Mi Slovence pa sam povemo, da bi rad nekaj naredili, pa Slovenci 1 milijon 800 ljudi in ljudje v trenutku zberijo, pa lejte, kaj so zdaj zbrali za ono kot Citarjevo dole, kaj je že v Braziliji. Pa to je neverjetno, majhen narod pa tak denar zbere. Jaz sem naredil šolo, sem rabil
45.000 evrov, to so zbrali takoj, smo naredili šolo novo zdaj, to je že ta tretja šola privatna, ne. In ljudje Slovenca izredno dober, ne. In Slovence ta dobrota povezuje, čeprav smo v bistvu v srcu trdi, ne radi izkažemo čustva do drugega, ne, imamo tisti sram, ne, vse to je v eni strani prav, ne, ampak kar je treba narediti dobro delo, Slovenci to zaigrajo, ne. Ampak ne samo to, da naredijo, mi tudi duhovniki, ko to uporabljamo za to, kar so dali, ne, pa vključimo naše ljudi, da delajo, ne. Jaz rekel mojim ljudem, če ne boste delali, bom jaz nazaj in poslal, pa vse porušil, kar sem naredil, ne. Pri nas v Sloveniji dajo, za vas, ker vas ne bojo kul videli, vi pa ne boste peska nost, pa kamna, vse porušil. In pa šibajo, pa delajo, ko nore, ne. In da naredimo res, ne. A veste, to je tista stalna komunikacija in steče naprej, ne. In tale dobra dela, ki Slovenci naredijo preko darovanja za misijone, mi ne bomo mogli nikoli se zahvaliti, Bog ne odgovori, ne. Bi pa rad povedal, da mi misionari v bistvu za nas nič ne rabimo, ne. Da ne bo kjer Slovenc, da je misli, pa rabi za sebe, mi nič ne rabimo, kaj pa rabimo dol? Jaz stariško ga jem, ga sam posadim. Jaz letos bom, če bo dobro let, na 5 ton riža, ne. Pojem pa 300 kg riža na dan, ne, ker mi dol jemo riž zjutraj, opoldne zvečer, za malce imamo pa riž, ne. Skusimo pa riž, ne, in če imamo riž, smo siti, ne. In da tle ni treba nič bati, da smo kaj za sebe kupili. To mislim, veste zakaj, sestra? Če si šel ti v Afriko, si se odpovedal slovenskemu udobju, v blatu delaš, greš peš na 100 km, da evangelij nekaj pa neseš, nimaš časa zase misliti. Mislim, nimaš časa zase misliti. V glavi ti je vedno tisto, ti ljudje rabijo cerkev, ti ljudje rabijo šolo, ti ljudje rabijo oznamovanje evangelija in nas se pozabljaš, ne. In misionar naj bi bil tisti, ki nas se popolnoma pozablja, ne. In to je pravo krščanstvo, ne, da živiš za druge. In bolj, ko živiš za druga, bolj čutiš veselje v delu, ki upravljaš. Pa še druga stvar, vedno večja blagoslova od Boga, ko vidi, da to ni egoistično iskanje samega sebe, ampak da to je dajanje sebe za drugega, da bi Boga spoznali. In jaz vam povem, sestra, tu je, jaz se včasih vprašam, odkot so pa ti ljudje kristijani ratali? Iz te moje polobljene malgaščine se to ni mogoče, ne. Jaz sem imel na eno nedeljo 300 ljudi, 300 krstov, ne, starih ljudi, ne malih, starih, ne. 300. In od tistih 300, mene je roka bolela na koncu, ki je strabel en kozarc vode z enega, ne, smo kar en tremlje porabili, ne. In od tistih 300 samo 11 znali brati pa pisati. In takrat sem še jaz rekel, najprej krščanstvo, pol pa druge stvari. In ko sem videl, da ne znajo ne brati, ne pisati, ne, smo rekli, dajmo mi šolo narediti, da bi ti ljudje saj brati znali, ne. In so se naučili brati, in smo šolo naredili, ne. Baza je vedno vira. Če nimajo vire ljudje, se do mene stvari ne rata, ne. In to naj Slovenci se zavedajo, če ni krščanske vzgoje, če ni kristjan, zgubljen čas, ne. In to je šlo naprej, ne. In gre naprej, ne. Jaz sem pred 10 leti prišel kje je to, v Befutaku, ne. Befutak pomeni veliko blato, ne. In to je res tako, ne, to je pravo ime, ne. Veliko blato. In tam je občina z 80.000 ljudi, ne. Pred 10 leti do nobenega kristjana, zdaj ima že 3500, ne, ima 4 podružnic ali 5, ne, vse zidane cerkve, ne, in ko pride nazaj, ima 4000 ljudi, ki se pripravlja na krst, ne, po teh podružnicah. Zdaj, da povem še eno stvar, dobroto Slovenca, ne, jaz bi rad eno cerkev naredil, kapelco sem že dolgo, ne, to, Matka Božja bo že poskrbela. Cerkev pa ne, slovenski duhovniki reč dajo za nogometni center, za košarsko igrišče, za cerkev pa ne daje radi. Pa ne vem zakaj, pa je to naše bistveno delo, ne. In lejte skrivnost Boga, ne, Bog se včasih z nami mičkim poigra, ne. Mičkim te zapelje v tak dvom, ja, zdaj pa ne bom mogel, pa bom, ne. Zadnjič me en klic pa rekel, to nam ti rad cerkev dela, sem rekel, ja, mi je dal za eno cerkev, sestra. Mi je dal za eno cerkev, en sam človek, 20.000 evrov. In s tem lahko zgradite cerkev. Bom naredil cerkev, bom ljudje delati, ne, če ne je pa ne želim. Bom pa naredil cerkev. Veste, kaj je rekel? Nikoli dobenemu ne povej, kdo ti je dal. Evo. A ni to čudež, ne? Takrat, ko ti rečeš, se ne da. Ne? In ti Bog ponudi roko, je moraš sprejeti. Pa še ena stvar, jaz pravim leta, Bog nas vedno pelje tako v življenju, da ko ti hodiš, misliš,
to je pa hudo. Ko pa nazaj gledaš, lej, čist po pravi poti me Bog pele. Če ne bi tle šel, bi bilo pa čist drugače, ne, v življenju. Tako da boš vedno gledati, ne, jaz, pa sploh zdaj, ko smo že malo starejši, nazaj, ko jaz se vzamem prav, le Bog, če ne bi bilo tebe vprašanje, kaj bilo, ne. Ker sem bil pa vedno zraven mene, po vsak trenutek, ki sem ga preživel, ga vidim danes kot smisel, in vem, da je Bog veliko pomagal. In bolj sem jaz vesela mislil, možec, kako bi Evangelijo eno vas pripeljal, več je bilo darov. Ne, več je bilo darov. Ko pa nas misliš, pa kar nekam se počuti slabega, kar nekaj nisi zdrav, kar nekaj ni vrede. Ne? Se pravi, če živimo za Boga, živimo za Boga. Če pa ne živimo za Boga, Pa mislim, da vam tudi molitev, pa vse tiste, tisti rožni venci, ki jih veliko tudi teh prijateljev, ki berejo revijo Prijatelj, pa tudi drugače bolniki podarijo prav za misionarje. Jaz vem, da tudi naše sestre v Krškem čisto vsak dan se spomnijo misionarjev, ker imamo zdaj tudi mi eno našo sestro iz Črne Gore v Afriki, ne? In je ta povezanost tako močna. Ali čutite tudi tukaj pomoč, tudi v molitvi? Vse za leta, na Madagaskarju, v misijonih, to bi lahko vsak misionar isto povedal, edini problem, ki je mičkeno včasih teče, je to, da se počuti samega. Zakaj samega? Jaz imam ljudi od 5:30, ko se začne mašo, pride vsak dan k maši meni od 80 do 100 ljudi. In do 7 zvečer nisi 2 minute sam, to je živ žal na faru, že to to je res zanimivo, ne? Ni dobenega dolg časa, ne? Vedno. Po 7 minut pa grejo ljudje, ne? In drugače pa sam, čist sam. Jaz imam navada, da grem v cerkev pred Najsvetejšim in rečem, Bog, glej, nekaj sva naredila, hvala tebi, jaz sem ga malo polomil, boš ti že urihtel tu, moraš imeti prijateljsko odnos z Bogom. Vedno moram kramljati z njim, če en dan kramljam z njim, 2 dni je že vidim, da ni vreden. Če pa vsak dan mičko pokramljam, je pa vreden z njim. Ne? In tisto leta, sestra, tisto samoto, ki pa mi moramo dol imeti, misionarji, tiste je pa težko včasih. Ne? In v tistih trenutkih, moč je pa to, ko se zavedaš, ko ti ljudje povejo, ne? Da tukaj stotine ljudi moli za misionarje, za misijonsko delo, se pa rečeš, le Bog, se pravzaprav nisem sam. Se tukaj stotine ljudi za tabo, ki moli za tebe. In veste, to je tako, ko je bila ena injekcija, ena duhovna injekcija, zaspiš v miru, se zbudiš pa naprej delaš. Ne? Tako da ti duhovne molitve, materialna pomoč je zelo pomembna. Molitev pa še bolj. Ne? Pa še bolj. Ne? Jaz, ko sem šel po 60-70 km peš, da sem prišel na podružnico, ne? Ko sem bil zmatran, tudi da sem videl že zvezde videl, pa sem rekel, zdaj pa se ne splača več, zdaj pa ne more več. Ne? In takrat si se spomnil, tukaj ljudi za tebe moli v ozadju, te stojijo za tabo, te podpirajo, to rečeš, gremo naprej, naredimo, kar se da. Če umrem tlele, pa umrem tlele, se najlepše umreti na bojnem polju, ne? Boljško pa v bolnici, na bojnem polju, za Boga, leta pa kaj lepše. Ne? In to je molitev, vsem hvala, ker molitev res potrebujemo. Ne? Zdaj pa še mogoče tako eno vprašanje, ne? Sami ste rekli, da Malgaši živijo brez denarja in razkošja, ki ga prinese denar, a vseeno so srečni, veseli. Vidimo pa tudi, da pri nas ali pa da mi sami ne znamo biti srečni, da smo dostikrat nezadovoljni, nekaj nam manjka. Kaj je tukaj nam manjka? Sestra, to je res. Ti obliž na Madagaskar, po Afrika, ne, ti ne srečaš dobenega žalostnega obraza, tu se vse smijo. To vsi, ki so bili v Madagaskar, so bili enostavno presenečeni od tega veselja, ki ga želijo otroci, mlade, stare, njega ne vidi žalosti. Pa se vprašaš, odkud jim to veselje, se nič nimajo. Jaz sem se po 36 letih duhovniškega dela na Madagaskaru se rekel, najbrž tu za tega pride, ker nič nimajo. Ne? Ker nimajo se kam navezati, nimajo česa braniti. Tisto malo kučico, kjer živijo, tisti 15 ljudi noter, kot v Sloveniji čedni ne bi živo, ne? To vse, kar imajo, in je dobena stvar ne pritiska tlom, ne skrbijo, razen tukaj bo jutro pojedel, ne, in so vedno veseli. Ne. In ta veselje je tu pol izraz evangelija. Ne. Ko oni pridejo v cerkev, to veselje se mora nadaljevati, no, tukaj ne smemo uničiti. Ne. In prav to, gledajte, pa še ena stvar je zelo pomembna, jaz sem to opazil. Ne. Na Madagaskarju imamo zelo mirka, da se ne boš komu zameril. Zakaj? En primer vam bom dal.
Jaz imam drve, dol nimamo elektrike, pa to kormo na drve, ne, lonc pa gor podlagaš drve. Jaz vedno pripravim staro slovenska navada, za 14 dni naprej drve jih vložiš, da pol vsak dan ne veš po drve, ne. Ker me gaš gre vsak dan po drve. Zakaj? Če bo veliko, pa ne samo jih bo sosed vzil, ne, pa rečeš, da sem lički, da mali za sebe, ne. Jaz sem pa pripravil drve in vsak jutr med mašo hodi ljudi po 10-20 k moji kuharci. Ja, pa kaj pa to hodijo? Po ogenj pride, ne, pa vzame 2 drve, ne. Veste, koliko drve me tu odnese 20 ljudi? Ja, pa sem pa rekel predsedniku žurnalistskega sveta, sem rekel, pa da je mirle, jaz sam za druge drve delam, ne za sebe. Bom prepovedal, rekel, to pa ne prepovedal. Zakaj ne? Dokler bojo hodili ljudje po drva k tebe, se pomeni, da si zelo pomemben v vasi, te imajo radi in se te nič ne bojijo. Če bojo pa nekaj k tebi hoditi, se pomeni, da nisi priljubljen v vasi, ne. Pa ne hodi, sem rekel, ne. Se pravi tisto povezanost, ne. Če eden nekaj nima, prije meni, če jaz nimam, grem njemu. In to tista povezanost, medsebojno pomoč, vsakodnevno pomoč, ki prinaša veselje. Osamljenost v hiši, samozadostnost, ko ne rabiš nobenega drugega, te pa žalosti. In na koncu rečeš, se ne vem, zakaj živim. Zakaj mi živimo? Da bi lahko ljubil in da bi bil ljubljen, ne? In če si v medčloveških odnosih čutiš, da te potrebujejo, je ta ljubezen že vračana, ti to vrneš. In pol enostavno se ti prikrade nasmešek na obraz, ne? Jaz včasih v trgovini na visoko z veseljem pozdravim kako gospo ali pa moža, kar ga sploh ne poznam, in veste, nikoli dobeden še ni grdo obrnil, vsi so veseli nazaj odgovorili, pa celo pogovarjati se začeli. Se pravi, da te človeške topline nam manjka v Sloveniji, ne? Manjka je pa zato, ker imamo vsega dosti, ker smo neodvisni in dobenega ne potrebujemo, ne? To je pa zelo pomembno, ne? In to še ima Afriko, ne? Ja. Torej, to zdaj ste skoraj več že povedali tudi, ali pa dali odgovor na naslednje vprašanje. Krščanstvo v Evropi. Mene samo stisne pri srcu, ne? Ker sem tudi sama odkrila bogatstvo krščanstva in sem res navdušena na tem, koliko naprimer duhovnega bogatstva ali pa lepote imamo v tem, ne? Vidimo pa, da v Evropi kar izogibamo se krščanstva, kot to krščanstvo ni več nič vredno, kot da je samo neka zlata kletka, kot ste prej rekli. Kaj bi lahko mi, kristjani, naredili, da bi malo to krščanstvo osvežili tudi v Evropi? Glejte, sestre, jaz sem to dol na Madagarskem moraš tudi vedno se boriti, ne, to. Prvič moraš sam doživeti, kaj tebi Kristus pomeni, ne. Mi moramo biti božji nočke, ne, in duhovniki, in sestre, in laiki, ne. Ampak do tega pa ne pride, da moraš iskati evangelij za to, sveto pismo tudi, da bereš, in da se spotakneš v evangelij, ne samo da prebereš, kako je to lepo. Ne, če ni lepo, ker preber dober, boš videl, kaj Bog od tebe zahteva, pa ni več lepo, bi narediš knjigo vhod vrgo. Tukaj je težko včasih, ne, ko jaz od nas zahteva vse. Pa še eno stvar bi rekel našim slovenskim duhovnikom, pa sestram, pa tudi laikom, ne, dajte na tak način evangelij razlagati, da se bo ljudje enostavno spotaknili tebe. Jaz sem najbolj vesel, ko konc pride, ko kak zarenči, pa gre domov. Ali pa se kregajo pol, pa pravi, župnik, preveč strog si bil. No, sem upravil svoje delo, če bo pa iz tebe čoflov, pa ne boš nič od tega nesto ne neč. Božje besede je tako dragocena, da nas vedno znova premika in da želiš več vedeti, da želiš več spoznati in da greš naprej, ne. In kako do tega pride? Dokler mi ne bomo spoznali, da je Jezus dal svoje življenje za nas, pa je rekel, lej, v mene boste imeli življenje, ga boste imeli v obilju, ne, tisto ta pravo duhovno življenje, ne, in če boste v mene verovali, boste lahko vse naredili, greste lahko naprej, če tega ne bomo imeli, če se ne bomo osredotočili na bistvo našega življenja, ki je zavezo z Bogom, bo vedno tako ohlapnost naprej šla, ne. Ampak to, da bi pa Evropa pada dol, seveda pada, se ima vsega dosti, počakajte, da je imel vzruka tale koronavirus, pa še kakšna nesreča, pa bo se nazaj vrnila k Bogu, ne. Nikoli ne bo krščanstvo propadlo, ne bo. Bo postalo redko, ampak bo zacvetelo znova, na stotine klasov novi Bog, ki bo krščanstvo vrnil. Zakaj? Ker krščanstvo ne more propadati. Ker to je Božje delo, ne. Bog pa dovoli, da se sami malo očistimo, da sami pridemo do spoznanja. Ja, nismo, lejte,
Na pepelnično sredo čudovita Božja beseda, ne, ko pravi, ko Gospod, sam Bog je rekel človeštvu, pridite nazaj, niste na pravi poti. Komu rečeš, naj pride nazaj? Komu? Tisti, ki je zašel. In kdo to nam reče? Sam Bog. A ni to ljubezen do človeka? Nazaj pridite, lete, tam, ko greste, ni dober. Ne, boste zašli, boste v temo padli, v jamo padli, pridite nazaj, tu lepete. Ne? In Bog sam nas vabi. Ne? In ljudje tega ne slišimo. Pa koliko je ti rekel v Svetem pismu, rabi, Izrael, poslušaj. Zakaj pa prav poslušaj? Ker smo vsi raztresni, ker noben ne posluša. Ne? Gremo v marš, ne vemo, kaj se dogaja. Gremo tja, ne vemo, kaj se dogaja. Bog pa pravi, poslušajte, poslušajte. Dajte vprašati ljudi, kaj so se zapomnili od Božje besede, neč. Ne? Bog pa pravi, nam pravi, ne z jezo, ampak poslušajte, lejte. Vam bo povedal, tu je prava pot. Ne? In postni čas je tiste čas, ki se mi recimo v našem postnem času vračamo nazaj. Vsi. Jaz sem to rekel zadnjič v Krški cerkvi, sem rekel, gledajte, pejmo mi, ki smo v cerkvi, kričati našem, pa govoriti našem sovašanom, ki so pozabili v cerkvi hoditi, ki doma jokajo, pa stokajo, kako jih hodu, pejmo nazaj k Bogu, ne? Boste videli, kako bo lepš, pa kako bo lepo. Poj bomo pa res vesela zapeli velikonočno alelujo. Če pa ne bo dobenega truda, tudi velikonočno dobenega pomeni z nas smela. Ne? Delo, ki ga dokončaš, je samo takrat cenjeno, ki se veliko truda vanj položi. Ne? Še tudi bolj na duhovnem pomenu. Ne? Zato moramo se kristjani zbuditi, ne biti ohlapen, čugumnest, tak, ne? Da ne veš, kaj bi z njim. Ne? Kristjani smo borci. To smo borci, ki delamo vse strastno. Ne? Jaz pravim, če ne boš strastno delal ti kot kristjan, karkoli delaš, nisi kristjan. Ne? Mi moramo pokazati našo strast v vsakem delu življenja, vse posod, ker vemo, da je z nami Bog in da lahko naredimo veliko več stvari, kot bi naredili, če bi pozabili na Boga. Torej, po vaših besedah bi pravzaprav najprej cerkev rabila in prenovo in obnovo. Pa še nekaj bi vas vprašala glede duhovnih poklicev. Ali imate tam kaj duhovnih poklicev, že ko so tako nekje sveži, novi kristjani? In kako mi pritegniti ljudi tukaj pri nas? Predvsem ženske, naprimer, poklice, ki jih je skoraj nič, ne? Glede se, jaz sem zanimivo vprašanje. Jaz sem prišel 85 leta na Madagaskar, je bilo v naši škofiji, sta bila samo 2 duhovnika Magaša, ne? Zdaj jih je mičken več. Na visoke planoti Madagaskar je krščanstvo zelo dobro razvito, ima dosti domači duhovnik. Ne? V naši škofiji pa še potrebuje misionarje, ampak je že veliko mladih, ki so stopili noter, ne? Kar se tiče duhovnikov. Ne? Se pravi, da postane privlačno za njih, preko naše razlage Svetega pisma, darovanje samega sebe za Boga, so začeli počasi razumeti tudi Magaši, ki so te bolj na obrobu bolj, ne? Kar se tiče duhovnikov. Kar se tiče pa sestre, je pa veliko poklicov, ne? Veliko sestrskih poklicov je. Skoraj spravnih je preveč. Ne? Tako včasih spravnih je preveč. Čeprav sem jaz sam 8 deklet spravil samostan, ne? 8. In to tako, da bi včasih v Sloveniji bi me verjetno škof kaznoval. So šle mlade punce 16 let, za sestro sem rekel, pa kaj bo šla za sestro, se sploh ne veš, kaj si je. Dej čut sebe malo enkrat, ne? Punca si je, da se bo začutila, da bo zaljubljena, 5. gimnazijo državno najprej. Nisem mi odpustil, ne? Je rekel, pa imam poklic, ne zgledima, se sploh ne veš, kaj je poklic, spet tam nekaj. Če boš imela pa po gimnaziji še voljo in željo, pa imaš poklic. Ne? In tako smo čistili deklete in se po 8 deklet odločili za redovniški poklic in so danes zelo dobre in pametne in šolene redovnice, se pravi. Sem dal pa v semenišče to 4 fante. Ne? Pri fantah na našem področju je pa ta problem, ne? Poročenost. Ne? Za Boga se darovati popolnoma, da vidiš smisel svojega življenja, darovanje vsega sebe, da te zadosti svoje darovanje Bogu, to je pa za magaškega fanta še zelo težko. Ne? Zato je tudi malo poklican na tem področju. Ne? Veliko fantov pravi, mi bi bili duhovniki, ampak brez ženske to pa ne bo šlo. Ne? Pa reč ne gre. Ne?
In v začetku so fanti šli in je veliko tudi pustili, prav zaradi tega nemožnosti živeti sam in biti brez potomstva. Ne? Ker za Magaša, če nima potomstva, se pravi, da je kar preklet. Tudi družina ga kdo gleda. Ne? Duhovniki smo brez potomstva. Ne? In zdaj se to počasi prebiva, ne? Ampak to bo še kar nekaj časa trajalo, da bo duhovniki rekli, splača se za Boga darovati, vso ljubezen njemu dati, ne da smo vezani na drugo stran. Je pa res, če bo duhovnik poročen, pa bo to cerkev zelo došla. Ne? Ker duhovnega človeka se da za cerkev, za Boga 100%. Ne? Ja. Pa še nekje na koncu najnega pogovora smo v postnem času. Prihaja velika noč in vsi si želimo nekje in hrepenimo potem, da bi praznovanje velike noči pomenilo tudi konec nekje te epidemije ali pandemije in da bi lahko praznovali, kot smo nekoč. A vendar mislim, da bo tudi to obdobje pustilo posledice na nas. Kaj mislite? Vse za tebe zelo težko povedati. Za mene velika noč je, da zakriči z veseljem, aleluja, Bog je vstal, smrt je premagana, vesel sem, grem naprej. Ali je koronavirus, ali ni koronavirus. Ne? To veselje skupno praznovati je veliko lepše, kot če ga praznuješ sam. To je res. Ne? Samo moramo pa tudi vedeti, da je tale koronavirus, ki nas pire preko preizkušenj, lahko zbliža z Bogom. Ne? Da rečeš, Gospod, se bomo boljš postali, se bomo popravili. Ne? Mi zate zaupamo, tudi če si nas na nek način po glavi udaril, da pridemo k pameti, ne? Te prosimo, odstrani to, bomo šli s teboj naprej. Ne? In lahko postane velika preizkušnja, da naša vera veliko bolj močna, ne, močnejša, lahko pa to postane tudi ta kamen spotike, ker bo veliko kristjanov odpadli. Ne. To se pa jaz bojim, zelo bojim. Ne. Konec koncev pa tisti, ki ne zaupajo Boga, lahko odpade, nima kje v cerkev delati. Pa ne ostane tisti, ko Boga zaupamo. Bomo ostali, mi ne bomo nikoli odpadli. Ne. Če te pa ena preizkušnja od Boga odvrnila, pa nisi kristjan. Ne. Pa nisi kristjan. Ne. In v tej preizkušnji bi jaz rad rekel ljudem, tudi sami sebi, bodimo zmagovalci v preizkušnji. Pokažimo svetu, Bogu, zlasti Bogu, ne bomo te zapustili, pa karkoli nas boš na življenje, karkoli nas boš nam v življenju dal, zate do konca. Zate do konca. Ne? In to je pomen. Torej, vi ste oseba, ki nosi to vedrino v sebi, ta nasmeh, prijaznost in iskrenost. Kaj vam pomaga, da ostanete takšen, kot ste? Ja, samo evangelij, sestra, sam Jezus. Jaz sem vero Jezusa doživel tako na oseben način. Ne? In sestra, to, če nekaj bomo doživeli stik z Jezusom na ta bolj oseben način, si je tak žalosten skovc vedno. Ne? Bog se te pa vedno dal, če ga iskreno iščeš, in če si iskreno z Bogom kregaš, Bog, povej mi, kje si je. Jaz te moram začutiti. In ga začutiš, veste. Ga začutiš. Jaz sem ga začutil na kolenih pred tabernaklom in temu bom vedno Bogu rekel hvala za to. Ne? Zato grem rad. Jaz nisem molil, da bi noči tam bil. Dost imam 2 minute, da mu rečem, Bog, jaz sem s teboj. Ne? Jaz vem, da bi ti ne bo zapustil. Ne? In ta zavest, da je Bog vedno v tvojem srcu in da te ne bo zapustil in da te bo vsakem trenutku skočil na pomoč, zlasti v moji bolezni sem to čutil, da mi on po 5 dneh mi je rekel, fant, bor se, ne? 5 naprej, z mano bo zmagal, ne? In to je ta moč. Ne? Molitev, ne? Zaupanje v Jezusa, da vse, kar te v življenju čaka, sprejmeš kot Božji dar, da imaš možnost v tisti situaciji se pokazati dober kristjan, ali pa Boga zapustiš, ne? In ko zbereš, da boš dober kristjan, Boga zaupal, jaz mislim, da ne sme izginiti iz našega obraza nasmeh. Ne? In kristjan nima se kaj žalostiti, mora biti, tudi če postni čas, ne? Se mora veseliti. Si celo Jezus rekel, dajte se namažite, šminko, pa se pustite. Iskreno se vam od srca zahvaljujem. Vam pa vsem, ki ste nas spremljali, upam, da ste začutili to veliko srce duhovnika, ki je osebno srečal Jezusa,
ki ga je evangelij tako navdušil, da o njem še dan danes govori z enakim žarom kot na dan svoje nove maše, in ki je zaljubljen v Matko Božjo, kot sam pravi, in ki je ljubljenec Malgašev in tudi Slovencev. Vse dobro, gospod Tone Kerin, in naj bo Bog z vami. Hvala lepa, sestra. Z vami vsem.